doživetja narave. Dober večer in lepo pozdravljeni v zadnjih letošnjih doživetjih narave. Kljub temu, da je zima ob svojem meteorološkem začetku prinesla nekaj snega v doline, veliko večja pošiljka je prišla v gorski svet, bomo danes sedli na kolo. Svoje spomine na poletno dogodivščino bo namreč z nami delil Žiga Papež, katerega priimek seveda ni neznanka tudi v svetu profesionalnega kolesarstva. Njegov oče, Sandi Papež, je takrat še za Jugoslavijo nastopil na poletnih olimpijskih igrah leta 1988 v Seulu, kjer je osvojil 15. mesto v ekipnem kronometru na 100 kilometrov. Sicer pa so njegovi dosežki še 15-krat državni prvak, enkrat zmagovalec dirke po Jugoslaviji, pa balkanski prvak in mediteranski prvak v ekipni vožnji. No, slišali boste, da sin ni želel stopiti po očetovi poti in si nadeti kolesarskega dresa. V roke je vzel drug športni rekvizit, a njegovo profesionalno pot je preprečila bolezen. Več v nadaljevanju. Zdaj pa najprej poglejmo k vremenu. Zdaj v naslednjih dneh se bo počasi začela verjetno kje po nižinah pojavljati tudi megla, ki je do sedaj ni bilo, pa recimo zaradi tega bo tam tudi morda, če bo malo dlje trajala, malo nižja dnevna temperatura, še topleje pa bo v višinah, kjer se bo krepil temperaturni obrat, tako da če boste šli malo više, ne bo treba prav zelo visoko, boste že v toplejši zračni masi in v nekaj naslednjih dneh bo pravzaprav idealno za iti malo više v hribe, ne bom rekel ravno visokogorje, tam je veter naredil ogromno zametov, čeprav je snega malo, ampak je močno spihan, tako da je treba videti, kje se je treba gibati, tudi kje je kaj poledenelo. Skratka, marsikaj se najde v hribih in ne bi priporočal neizkušenim, da se podajo tja, da jih vreme zavede. Varno načrtujte svoje poti, če bodo te vodile v gore. Andrej Novljan in Blaž Lesnik pa vas zadnjič letos lepo vabiva k poslušanju sproščenega pogovora, ki bo morda komu tudi v navdih. Slišali bomo, kaj vse lahko zmore človek s ciljem in voljo. Zimska doživetja narave. Žiga Papež, lep pozdrav, dobrodošli v doživetjih narave. Hvala za povabilo, sem vesel, da sem tukaj. Ja, december je, ko se delajo tudi novi načrti, kolesari pa imajo tudi tisti profesionalni kakšen teden, dva, malce pauze, odmika o kolesarjenju bova govorila in o bolezni in o doživljanju narave, vsem tem. Ste prvi diabetik, ki je prevozil kolesarsko pot Nordcape 4000 kilometrov, en tak lep, velik izziv gotovo, sploh pa za diabetika. Pa morda začneva z vašo zgodbo. Sprva ste bili v tenisu, ne v kolesarstvu. Ja, res je. Moj prvi šport je bil, nekako bom rekel, še vedno kolesarstvo, čeprav se ga nisem aktivno udeležil. Ampak ste spremljali očeta. Tako, točno to, ne. Jaz sem v bistvu, v kolo mi je bilo položeno to kolo, ampak se prav uživo spomnim, ko sem odraščal. Veliko ljudi me je hecalo, kdaj bom začel, zakaj ne začneš, pa dober boš, pa potencialno boš tu državni prvak, morda olimpijski, tako kot oče in sledi tem, ne, sanjam naprej. In to se mi je nekako iskreno zamerilo v tistih najstniških letih. Ja, že mečkam prej, ne. In sem rekel, jaz bom pa zbral en šport, ki sploh ni v naši družini, ki ga ne zares poznamo, pa da se bom dokazal po tej poti, torej po neki drugi poti. Nekako bi rekel, večji izziv mi je bil v tistem času. Tako da sem se odločil za tenis in čeprav nisem bil najboljši v začetnih tistih letih, sem s to trmo pa z res trdim delom počasi prišel tudi recimo v reprezentanco slovensko, in nekako pokazal, da se da, tudi če nimaš tega v genih zares. Je pa res, da je potem prišla ta bolezen, ki ste omenili, sladkorna bolezen tipa 1. Pri 12 letih sem zbolel in ja, tisti začetki niso bili najlažji. Majčkeno se mi je podaril svet, ampak
Ja, to so še otroška leta, ne? Ja. Pa vendarle so bili že kar uspehi v teniškem svetu, na ATP lestvico ste prišli. Tako, to sem pa v bistvu potem kasneje, ko sem bil nekje 20 let star, sem v bistvu prigaral to v bistvu ATP točko, ki me je uvrstila na to svetovno teniško lestvico, in takrat sem postal v tistem času kot prvi diabetik, v bistvu, ki mu je to uspelo s tipom 1. In sem nekako na ta način si dokazal, da se da marsikaj v življenju. Torej, če kolesarstvo ni bilo položeno, ne, tako da bi se ga prijeli takoj, pa je bila trma, vztrajnost in zasledovanje športnih uspehov, ki so prišli. Ampak potem se je tenis poslovil. Ja, tudi to je en tak mogoče žalosten trenutek v moji karieri, ampak po drugi strani pa tudi zelo svetu, ker vse v življenju ima nek cikel, vse se enkrat začne, konča, in tudi športno kariero je bilo tako, saj to profesionalno, ki sem jo zasledoval kar nekaj časa. Bil sem dober, ampak mogel sem si iskreno priznati, da s to boleznijo ne morem biti na tem nivoju, s katerim bi lahko v bistvu tudi nekako živel in se preživljal, torej s tenisom. Prevelik davek bi plačal, torej zdravje nekako mi je bilo prioriteta in sem se odločil za drugo pot, tisto mogoče malo bolj prijazno mojemu telesu, moji bolezni, tako da sem s tem profesionalnim delom kariere zaključil. Sem pa vedel, da že takrat, da se bom ukvarjal potem z nekim drugim poslanstvom, torej ozaveščanje recimo o sladkorni bolezni in nekako pomagal vsem tistim, ki imajo neke višje cilje, želje, da lahko tudi z različnimi kroničnimi boleznimi nekako uspejo, vsaj skozi ta svoj pogled, svojo luč. Ne. In konec koncev kjerkoli, kajti če ste uspeli postati prvi diabetik v tenisu, v športu, ekstremnem športu, bi lahko rekli, tudi o tem bova naprej v nadaljevanju spregovorila, potem lahko diabetik uspe pravzaprav na vsakem področju. Ampak zdaj me zanima še, kako ste sprejeli to svojo diagnozo. Malce se je porušil svet. Se pravi, v teh najstniških letih, ko mlad človek gleda v svoje življenje in je seveda še bolj občutljiv, je bilo to gotovo velik izziv. Ja, bom tako čisto iskreno povedal, moje življenje oziroma se je porušilo predvsem zato, ko sem videl starša, kako sta trpela, ko sem jaz bolel. Sam kot otrok se iskreno pri 12 letih niti nisem zavedal, kaj ta bolezen sploh je, kaj bo prinesla in kako vpliva na moje življenje, torej na kakovost življenja. Ampak otrok, tudi če nima tega znanja, pa zelo dobro čuti in vidi, predvsem pri starših, da je prinesla ta bolezen nekaj večjega kot samo nek stavek na papirju, ki te označi, ne. Tako da predvsem takrat se mi je porušil svet, ko sem začutil, da starša sta nekako zmedena tudi same dva, da ne vesta, kako, na kakšen način mi zares pomagati, ali mi sploh lahko pomagata, in to me je najbolj bolelo. Iz tega vidika se mi je svet najbolj porušil in zato sem tudi v prvih letih, ko sem to bolezen dobil, nekako ignoriral mogoče samo sladkorno bolezen, kar ni bilo najboljše. Ampak to je bil nek tak obrambni mehanizem, ki otroku, bom rekel, vsaj na začetku spet vrne tisto normalno življenje, ne. Ker konec koncev veliko stvarem sem se mogel odreči kot najstnik, ne. Ta sladkorna bolezen prinese ogromno enih prilagoditev, ne samo od prehrane. Ne vem, že prijatelji vsi so zadobili za kosilo neko sladico, jaz sem se mogel odreči. Potem mogel sem v tistih časih točno ob določenih urah imeti obroke, količinsko enake obroke, da sem lahko nadzoroval sladkor v krvi. Veliko izzivov pa sploh v tako športni družini, ne, kjer verjetno so bile želje, da bi tudi sin šel po taki poti. Definitivno, hote, nehote, sin želi vsaj doseči očeta, če ne morda celo preseči. To danes ne skrivam več, v tistih letih morda nisem jasno povedal, ampak zdaj, ko sem nekako odrasel in dal to obdobje čez, lahko objektivno rečem, da sem želel se dokazati očetu, definitivno. In
Ja, to ni bilo morda najbolj zdravo. Velikokrat sem šel glih zaradi te miselnosti, motivacije, ne, ki je bila prisotna, čez svoje limite. In velikokrat tudi zapostavil svojo sladkorno bolezen, ki na dolgi rok ne prizanaša. Tako da zdaj vidim, da sem si naredil v določenih delih življenja kar nekaj škode in ravno zato sem se lotil zaveščanja o tej bolezni, ker sem šel čez vsa ta različna obdobja in se naučil na lastni koži in zato želim učiti biti vzor predvsem mladim diabetikom, da ne delajo istih napak, kot sem jih jaz takrat. Poslušate Zimska doživetja narave. Žiga Papež je gost doživetij narave. Danes so doživetja povezana tudi z življenjsko zgodbo gosta, no saj tako je vedno, ampak ta vključuje bolezen, ki je pravzaprav prisotna od rojstva, diabetes tipa 1. S seboj imate tudi vedno seveda priklopljeno inzulinsko črpalko. Kako deluje in na kratko, diabetes 1 je kaj? Ja, diabetes tipa 1 je avtoimuna bolezen, ki tudi, če si predstavljamo, v bistvu naša trebušna slinavka ima več nalog in ena izmed teh nalog je, da proizvaja inzulin. Torej, inzulin pa uravnava sladkor v krvi in to je nujno potrebno za normalno, dobro življenje, ne? Zdravo življenje predvsem. In pri sladkornih bolnikih tipa 1 ta delček trebušne slinavke popolnoma odpove. In inzulin v telesu kar naenkrat ni več, zato si ga moramo diabetiki tipa 1 preko injekcij ali pa preko modernejše inzulinske črpalke, ki jo imam tudi jaz, dovajati v telo. In na tak način potem lahko vzdržujemo pravo raven sladkorja v krvi in lahko normalno funkcioniramo. Za razliko, mogoče, da tukaj na tej točki povem, to je različna bolezen le v tem smislu, torej tip 1 in tip 2. Naj povem še mogoče statističen podatek, da na svetu je okrog 10% ljudi, ki ima sladkorno bolezen, torej to je kar velika, visoka številka in kar polovica od teh ljudi sploh ne ve, da ima sladkorno bolezen, ne. Torej ima simptome, ampak se ne odloči za kakšne teste, tudi zdravniki dostikrat ne odkrijejo tega in žal živijo s to boleznijo, kar je pa najhuje, ne. Če bi dovolj hitro prepoznali to bolezen, bi lahko mnogo bolje živeli s to boleznijo, ne. Oziroma bi lahko celo kdaj preprečili nastanek te bolezni, če bi dovolj hitro ugotovili simptome. Tu govorimo seveda o tipu 2. Tako, to sem hotel tudi povedati, ne. In tip 2, recimo je 90% teh sladkornih bolnikov na svetu je tipa 2 in tudi tukaj jaz vidim svojo vlogo, da predvsem pomagam starejšim, ki so dovzetni, ne, ker tip 2 pa nastane predvsem zaradi nezdravega življenjskega sloga, tudi genetika nekaj igra tukaj vloge, ampak se zelo postopoma razvije. Torej imamo še vedno dovolj časa, da prepoznamo to bolezen in da z neko pravilno prehrano, z pravilnim gibanjem, torej življenjskim slogom, lahko to bolezen dejansko popolnoma postavimo na stran ali pa samo nekaj, bom rekel, če je ta bolezen že tako napredovala, da smo na zdravilih, da lahko ta zdravila zmanjšamo. In že to je en velik dosežek, no. Tako da jaz svojo vlogo vidim tudi pri ne samo sladkornih bolnikih tipa 1, ampak tudi pri tipu 2. Tu pa smo že res pri velikem številu ljudi in veliki nalogi ozaveščanje, zato tudi podvigi. O teh bova pa zdajle začela vašo zgodbo, ki ste jo lepo spisali letos, poleti. Kaj vas je navdihnilo za Nordcape 4000? Ja, jaz se spomnim kot otrok. V osnovni šoli smo preberali te velike enciklopedije in tudi Guinnessovo knjigo rekordov in velikokrat se je na teh slikah pojavil tale famozni globus, ki je na samem severnem rtu, torej skrajnem severu Evrope, Nordkap. In potem sem razmišljal, torej že kot otrok, da bi enkrat šel tja. Zdaj, kako, nisem vedel, verjetno z avtom, ne, ali pa s kakšnim letalom, ampak potem sem prišel na idejo, torej moj oče je bil kolesar, jaz sem zdaj svojo športno kariero profesionalno nekako sklenil. Kolesa ni več zraven zdaj, ne? Ja, kaj pa, če bi morda združil, pa se jaz odpravil kar na eno tako res veliko, dolgo popotovanje s kolesom in v bistvu tudi ustvaril zraven en tak
dogodek, ki bo zaveščal o sladkorni bolezni, da se malo pogovarjamo o tem, ne? Da pride v javnost, da govorimo o tem, tako kot ste rekli. In jaz sem najprej planiral, da bom to naredil sam, torej da se bom usedel na kolo in bom šel. Ampak potem, ko sem odprl Google, malo te stvari pogledal, sem kar naenkrat našel, da dejansko že obstaja prav resna tekma, najdaljša v Evropi, torej štart v Italiji in cilj na samem severu. Tako sem rekel, zakaj pa ne, morda se pa prijavim jaz na to dirko in skozi to preizkušnjo zapakiram tudi v bistvu o zaveščanju sladkorni bolezni. In to se je dejansko zgodilo, torej letos poleti, vendar pa se vse skupaj ni začelo, kdaj konec julija, ampak že mnogo prej. Vsak, ki gre na to ekstremno preizkušnjo, seveda ve, da se je potrebno prej pripraviti. Sladkorni bolnik, kot ste vi, pa verjetno še malce bolj, ne? Ja, kar naenkrat se odpre veliko nekih stvari, na katere zdrav človek ne rabi pomisliti, ne. Tako da, priprave so se začele, oziroma bom rekel, prijavil sem se na dirko že decembra 2023 in takrat sem se v bistvu, ko sem vplačal to akontacijo, sem že nekako vrgel sidro in na ta projekt in enostavno sem ga mogel potem speljati. Ni več bilo koraka nazaj. Ne, poti nazaj ni bilo več. Tako da priprave so se začele že decembra 2023. Mnogi so mi rekli, da do samega štarta, torej dobrih 6 mesecev, 7, to je kratko obdobje za eno tako ekstremno preizkušnjo, ne. Sploh, če organizator postavi časovno omejitev, torej za teh 4000 oziroma 4200 kilometrov postavi časovno omejitev 22 dni, potem to pomeni okrog 200 kilometrov na dan, povprečno. In mnogi so mi rekli, da bo to kar težka naloga, ne, že za zdravega človeka, tako da ta sladkorna bolezen pa tukaj ni najbolj, bom rekel, spodbudno delovala. Se pravi faktor, ne vem kolikokrat 2, mogoče težko izmeriti. Tako. Kako se uravnava sladkor v takšnih ekstremnih, fizičnih, tudi vremenskih razmerah? Zdaj sva skočila že kar v sredino tega, ampak ker je vaša želja ozaveščati, se mi zdi pomembno vprašanje, ne? Ste imeli s seboj ves čas merilec? Ja, jaz imam en tak merilec, ki v bistvu pritrjen na mojo, bom rekel, na moje telo in ves čas 24 ur na dan, 7 dni v tednu spremlja sladkor v krvi. Jaz to vidim na svojem telefonu preko neke mobilne aplikacije in tako da imam dejansko ves čas vpogled v dejansko stanje, kaj se v telesu dogaja. Z nekaj zamika verjetno? Z nekaj 5-10 minutnega zamika, ampak to je današnja tehnologija že kar napredovala, tako da imamo kar dober vpogled, definitivno boljši kot pred leti. Tako da, na ta sladkor pa vpliva veliko stvari, ne. Zdaj, šport na splošno je zelo priporočljiv. Neko aerobno gibanje, hoja, tek, plavanje, zdaj govorim v zmernih v bistvu nekih oblikah, torej da ta utrip v srcu ne naraste preveč, deluje blagodejno. Torej sladkor v krvi dejansko rahlo znižuje, kar pomaga pri vodenju sladkorne bolezni. Ampak takoj, ko pa prestopimo eno tako zdravo mejo, ne, da imamo res neke hude obremenitve, ki pa so iskreno na tej dirki bile, pa sladkor dostikrat zna ponoreti. Na določene trenutke lahko drastično pade, na določene trenutke pa potem tudi odreagirajo različni stresni hormoni, ki pa dvignejo sladkor, kakšen kortizol in podobni hormoni, dvignejo sladkor in tako, da sem imel tudi jaz kar nekaj takih ekstremnih nihanj med samo dirko, ampak na take stvari se nisem mogel zares ustrezno pripraviti, skozi svoje treninge sem spoznaval svoje telo in odzive, ampak dostikrat iskreno povedal, nisem prišel do takih limitov, kakor sem bil na dirki. Kaj vas je najbolj presenetilo na teh 4200 kilometrih, česar niste pričakovali? Mogoče za en boljši pogled za poslušalce. Jaz sem na dan povprečju vrtel pedala, govorim neto vrtel pedala približno 8 ur in pol, to je povprečno. Kakšen dan je bilo tudi 10 ur,
Tako da sem zelo veliko časa presedel na kolesu. Lahko si predstavljate, da sem doživel veliko enih takih vzponov fizičnih in psihičnih. Jaz sem kolesaril tudi 8 ur cel dan v bistvu v dežju, toča vmes, veter severni, po makadamu, po blatu. Ogromno enih takih trenutkov je bilo, ki jih ne moreš planirati in se ne znaš ustrezno pripraviti na njih. Tako da jaz sem se učil v bistvu sproti. Jaz sem poslušal sebe, poskušal nekako tudi odmisliti vse te negativne stvari, nekako se spraviti v tako, kako bi rekel, neko nadnaravno stanje meditacije, da mi ni prišlo do živega nekaj tazga. Ker vse to se potem odrazi na količini sladkorja, če nek stres človeka spravi iz tira, ko se zgodi nekaj nepričakovanega. Točno tako, ne. Taki dejavniki, tako kot sem že prej omenil, zdrav posameznik ne pomisli na to, kaj se zgodi ob določenem stresu, ker telo zna zelo dobro uravnavati te stvari, ne. Pri sladkornem bolniku pa moramo sami mi z mislimi uravnati in predvideti take stvari in potem še odreagirati na določene trenutke. Tako da, ja, veliko enih takih stvari je bilo, katere res nisem pričakoval in sem se res sproti učil. Zato pa mi je bil ta podvig še toliko bolj zanimiv, bom rekel, ali pa mi je dal mogoče nekaj več, kot sem sploh upal, da mi bo dal. In na koncu sem se veliko več naučil, pa ne samo v sladkorni bolezni, ampak predvsem tudi v nekem, kako bi rekel, takem čustvenem nivoju, spoznal sem sebe na tem nivoju in ja, to so neke take preizkušnje, ki jih nek navaden sprehod ali pa nek navadna tekma krajša definitivno ne da. Pa čeprav ste se, kot pravite, pripravljali kar nekaj mesecev prej, seveda brez tega tako ali tako ne gre, preden ste začeli konec julija na severu Italije, ste imeli že koliko kilometrov v nogah? Letos, ne? V letošnjem letu. Ja, do te dirke sem, mislim, da v teh 7 mesecih spravil okrog 8000 kilometrov, torej treninga. Tako da nekaj se je nabralo, ampak če pogledamo, da je bila sama dirka v teh 3 tednih dolga, 4000 kilometrov niti ni tako veliko. Ne? Radio Ognjišče. Bodimo povezani. Poiščite naše oddaje v podcast aplikaciji na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku. Več na radio.ognjišče.si. Žiga Papež je naš gost v doživetjih narave. Ja, ker smo v doživetjih, bova zdaj spregovorila nekaj o vseh teh pokrajinah, ki ste jih v 21 dneh prekolesarili. Hitro gre vse skupaj, ne? 200 kilometrov, dobro, en dan človek prekolesari 200, ampak tu je iz dneva v dan, ne drugi, ne tretji, tudi 5., 6., 7. dan, povprečju 200, no, sej, verjetno je bilo kdaj več, kdaj manj. Mogoče kakšen vtis teh krajev, teh držav, šli ste torej iz Italije, pa potem čez Avstrijo, Nemčija, Poljska. Nemčija, pa potem del Češke. Potem smo Poljska. Tako, ja, smo se nazaj vrnili v Nemčijo, ta severni del Nemčije, potem pa je sledil prvi trajekt na Dansko, pa čez celo Dansko seveda, pa še en krajši 20-minutni trajekt na Švedsko, potem pa ta dolga Švedska in potem smo prišli na Finsko in iz Finske potem v zadnjo državo, Norveško. Tako da 7 držav na poti. Narava je bila čudovita, res. Čeprav si v enem takem posebnem stanju, ko malo odklopiš cel svet, ampak jaz mislim, da odklopiš glih zato, ker je organizator zelo lepo speljal te poti, izognil se tistim glavnim cestam in takrat si lahko res se povezal z naravo, počival nekako na nek način, čeprav je težko počivati na kolesu, ampak če me razumete, saj misli so se odpočile na nek način. Tako da bilo je zelo zanimivo spremljati to raznolikost, ne? Vse od tega znanega, saj nam Slovencem znanega alpskega sveta čez Italijo, potem Avstrijo, pa delček tudi alpske Nemčije. Potem se je že tam začelo zelo spreminjati. Jaz sem pričakoval, da je tam mimo Münchna in potem proti Berlinu dokaj ravnine,
neka polja, sem si predstavljal. So kar hribčki, ne? So hribčki. Res se dobro čutiš. Točno to. Jaz sem mislil, da ko sem končal z našimi Alpami, sem rekel, ok, zdaj se bom malo spočil. In ni bilo niti približno tako. Ja. Ampak čudovita pokrajina, res lepa, hribovita pokrajina, ogromno majhnih vasic, ki so tlakovane, kot tudi pri nas v Novem mestu, iz kjer prihajam, ta glavni trg, znamenit. In zelo, zelo tak, te kar vrne v tisti čas, bom rekel, malček nazaj. Res, te vasice so tako zaspane po eni strani, ampak glih ta zaspanost jim da nek poseben čar. Tako da je bilo zelo zanimivo spremljati. Potem tudi, ko prišel ta znan Berlin pred Brandenburška vrata, imam en res lep spomin, sem prišel v sončnem zahodu, nad Brandenburškimi vrati sonce zahajalo, jaz sem dosegel eno točko, ki je res daleč na mapi in je bil tak čustven trenutek, ko sem poklical tudi družino. To so ene taki nepozabni trenutki, ko vsi delimo v bistvu, ko se čutimo in delimo to pozitivno energijo. In potem pa naprej tudi čez Dansko, sicer tam sem imel malo slabo izkušnjo, je bilo ogromno dežja. 2 dni zapored sem vozil v bistvu čez Dansko in je bil ekstremen veter, dež, takrat sem tudi prvič kar hudo zbolel z visoko vročino, sem prvič bil na meji in pomislil, morda pa ne bo šlo. Vročina je bilo vmes. Tudi. Ampak to ne pomeni, da si potem človek vzame en dan, kar je zelo malo za nekoga, ki zboli z vročino, ne? Ampak tudi tega dneva ni bilo. Ne. Jaz sem bil trdno prepričan, da če sem se nečesa lotil, bom dokončal. Verjel sem vase in tudi tistim dvomljivcem sem želel dokazati, da se bo dalo, da tudi sladkorni bolniki lahko kljub različnim stvarem dosežemo ta cilj in sem bil res močno motiviran. Šel sem v lekarno, vzel tisto, kar sem lahko. Naslednjo jutro se spomnim, sem se zbudil še vedno z vročino in mišice so bile boleče. Čutil sem tudi sklepe, ko sem čez tiste kocke prej v Nemčiji vozil, sem čutil v bistvu, kako so mi sklepi na komolcih res otekali. Tako da sem šel naprej. Ni najbolj zdravo, ne? Ne, definitivno. To vsakemu povem, da ne tega delate, če nimate nek višji cilj v ozadju, res ni zdravo. Ampak jaz sem bil trdo prepričan in sem kljub takim stvarem, ki so se dogajale na poti, velikokrat so se dogajale različna vnetja v telesu. Tudi hemoroide recimo sem dobil zaradi dolge vožnje na sedežu in sem velikokrat tudi pol dneva, bom rekel, odstal na kolesu, sploh ne sedel, ker se nisem niti mogel sesti, take bolečine sem včasih imel. Tako da sem stoje kolesaril. Ampak tako, kot smo se že prej pogovarjali, narava te pa potem ti da neko energijo nazaj. In je res bilo, težko je zares besedami opisati te trenutke, ampak pridejo neki ekstremni trenutki, tudi depresije, bom rekel, ali pa nekaj takih težkih trenutkov v dežju, veter, kamion pride blizu, pa te skoraj recimo povozi, pa potem zasije nek sonček, pa Maurica vidiš, pa na severu potem že tam na švedskem delu, pa finskem sem srečal nešteto jelenov severnih in taki trenutki ti potem res vrnejo nasmeh na obraz in dobiš dodatno motivacijo in rečeš, tudi majhne stvari v življenju štejejo. To so ure in ure na kolesu in še enkrat vsak dan 200 kilometrov in približno tam nekje 1400 višinskih metrov. Kakšna je bila omejitev, v koliko dneh je bilo treba prekolesariti teh 4200 kilometrov? Tako je, organizator je postavil ta časovni limit v 22 dni. 22. Jaz sem prišel 21. dan v cilj. In lahko povem še zanimivost, da od 350 prijavljenih jih je prišlo na cilj, mislim, da le 140, torej več kot pol manj, oziroma tam nekje 150, 140. Ampak že ta številka pove, kako zahtevna je ta dirka, tudi za zdravega človeka. Jaz sem bil edini diabetik sploh na tej dirki, pravzaprav v zgodovini. In veliko ljudi ni uspelo prikolesariti v časovnem limitu do skrajnega severa. So organizatorji imeli ta podatek, da ste edini diabetik? To je bila tudi ena taka smešna prigoda pred samim štartom, pred prijavo, preden sem vplačal jaz prijavnino.
je potrebno dati zdravniško potrdilo, ne, tudi. Ja, in jaz sem pisal organizatorju. Sem rekel, pozdravljeni, jaz sem diabetik tipa 1, ali glede na to, da je to dirka, kjer ne smeš imeti spremljevalcev na poti, torej si vse moraš organizirati sam, na kolesu moraš imeti prtljago, jaz sem imel recimo 20 kg okrog, ne, na kolesu, in sem vprašal organizatorja prijazno, če imam lahko v progi koga, ki bi mi lahko kakšna zdravila dostavil ali pa kakšno hrano posebno za diabetike in podobne stvari. In so odgovorili v enem stavku, potem pa se raje ne prijaviti. Tako da takrat si lahko predstavljate, da sem naredil ravno obratno in se še bolj z veseljem prijavil. Dobro, in je šlo skozi. Torej, trma vztrajnost je obrodila sadove in so potem dovolili, ko so zvedeli, da ste uspešno prišli na cilj, seveda, saj so to takoj vedeli, organizatorji spremljajo vsakega, ne, na poti od teh 300-350 prijavljenih, so čestitali. So, že na samem štartu so me opazili, jaz sem eno tako prav posebno majčko sem imel, da sem pokazal, da sem to jaz diabetik in je pisalo takole na mojem hrbtu, da sem diabetik. In tudi moja draga, ki je šla z mano na štart, ki me je lepo pospremila tja, tudi to majčko, in sva izpadla kot neka ekipca manjša in so že na samem začetku prišli ta snemalna ekipa, prišla do mene, rekla, če sem to jaz, torej so zgleda vedeli, da se nekdo tukaj potika in smo naredili intervju na začetku in potem tudi na koncu, tako da so tudi oni bili zelo, zelo, bom rekel, veseli, no, da se ni karkoli slabega zgodilo, predvsem to, pa tudi drugi cilj, da se je uresničil, da sem prišel do konca in da tudi oni morda na tak način zdaj so videli čez te okvirje in da bojo dovolili morda še komu, ne, na tak način, da se prijavi in da uresniči svoje sanje. Ja, predvsem mora biti ta zelo, zelo vztrajen. Je še kakšen Slovenec prevozil to? Jaz sem iskal ta podatek in v zadnjih teh 8 edicijah, odkar je ta dirka malo bolj komercialno naravnana oziroma je javno dostopna, nisem našel slovenskega imena. Tako da, zanimivo. Zelo zanimivo. Sploh za nas Slovence, ki se lotevamo tako različnih ekstremnih podvigov. Skratka, tule je še prav povedati, ne, rekli ste, vso prtljago, vse vozi vsak sam. Glede tega so organizatorji zelo striktni, ne. Tudi kakšnega oddaljevanja od te začrtane trase ne dovolijo. Prenočišča? Ja, prenočišča, jaz sem zbral eno tako taktiko, da na kolo nisem vzel torej spalke in nekega šotora, so pa nekateri udeleženci te dirke tudi to taktiko obrali. Ampak jaz sem rekel, grem morda malček bolj varno, pa tudi prijazno moji sladkorni bolezni, torej vem, da je počitek zelo, zelo pomemben in kakovosten spanec, tako da sem se odločil, da ob poti nekako vsak dan preračunavam, do kje bom približno prišel in tudi prilagodim dnevno prevoženo traso prenočišču. Tako da sem vsakič poiskal neko vasico, mestece in si tam rezerviral preko spleta neko nastanitev. Velikokrat tudi sem mogel dejansko prilagoditi in podaljšati traso, ker na samem severu si lahko predstavljate, da je teh nastanitev zelo, zelo malo. Tako da smo se tudi srečevali s kolegi v različnih hotelih in nastanitvah in videli, da so to dejansko skoraj edine opcije. Celo ena prigoda je bila, da je en gospod v mestecu, kjer je bil samo en hotel, ni dobil proste sobe in je prišel na recepcijo in prosil, če lahko prespi dejansko na kavču pri receptorju. In so dovolili, so šli na roke, ampak kako v bistvu stvar, na katero res ne računaš, da ne boš dobil zaspati, ampak se dogaja tudi take stvari. Ja. Kdaj je Žiga prišlo do tega, da ste začutili uspelo bo? Nekje na Švedskem ali je bilo to že še na Finskem? Zdaj pa bo šlo, ker bil je gotovo pritisk, ali bo šlo to v tem časovnem omejitvi. Ja, tako kot sem rekel, jaz sem imel 3 trenutke na tej celotni dirki, ko sem pomislil, ne bo šlo. Ko sem dobil prvič tisti dvom, mislim, da je to konec in da bom kolo pustil nekje, se usedel na letalo in šel domov, ker na določene trenutke je zdravje oziroma moje telo jasno pokazalo, da je to prevelik stres in prevelika obremenitev. In zadnji tak trenutek sem imel recimo prav za moj rojstni dan, ko sem prišel na Finsko, ravno na finsko mejo
iz Švedske. Bližal sem se torej predzadnji točki, kjer sem dobil štempelj od organizatorja. To je bilo pa v Božičkovi deželi na Finskem, kjer sem se mogel zglasiti v Božičkovi pisarni. Aha, in to sredi poletja. Sredi poletja, je bil tam. Se je pripravljal na tele čase, v katerih smo zdaj. Ja. Tako da, in takrat sem imel ravno za rojstni dan, sem imel en tak res težek trenutek, ko sem spet čutil celo telo, vročina je nastopila, vnetje in sem bil v zelo, zelo slabem stanju. In ko pa sem premagal potem ta trenutek, ko sem glih naslednji dan sem prišel do Božička in se ti spet pojavi neka dodatna motivacija, neka dodatna energija, sploh ne vem, od kje je zares prišla, ampak se skriva v naših telesih in v našem umu. In takrat, ko sem to premagal, imel sem do cilja, mislim, da še 700 kilometrov. Pogledal sem vremensko napoved in od takrat naprej so bili zadnji 4 dnevi popolni, sončni, na samem severu okrog 20 stopinj, kar je nepredstavljivo za tiste kraje. Jaz sem gledal fotografije v kratkih hlačah ljudje okrog, to je res neverjetno. To je tudi organizator povedal prvič v zgodovini, da je bilo tako lepo vreme. Torej se je ta trud moj nekako poplačal in iskreno sem vedel, da bom prišel v časovnem limitu, ne glede na to, kaj se zgodi 3 dni preden sem prišel na sam cilj. Ko sem videl vreme, ko sem videl pokrajino, ko sem končno dojel, so tudi noge se lažje vrtele in kar naenkrat je tista vsa negativna energija, utrujenost zginila. In je bilo res čudovito kolesariti, tistih zadnji 3 dnevi so bili kot v pravljici. Občutki na cilju pa seveda... Ja, to pa nepozabno. 500 metrov pred... lahko povem še eno prigodo, namreč približno 20 kilometrov pred ciljem se nasproti mene pripelje nek kolesar, jaz ga pozdravim in on obrne in z mano vštric. In jaz gledam, kaj zdaj, on pravi, živijo Žiga. In jaz, hello, jaz sem nazaj kar v angleščini z njim pogovarjal, ker nisem pričakoval, ne. In na koncu je skazalo, da je to Slovenci, ne samo Slovenc, Novomeščan. Neverjetno. In jaz sem bil takrat res v šoku. In je razložil, da so bili z družino, z avtodomom na potovanju po Norveški, po fjordih in da so spremljali mojo pot. Čeprav so mislili že en dan prej domov proti Sloveniji, so rekli, če imamo enega Slovenca, ki je iz novega mesta. In bomo podaljšali dopust za en dan. In so me res potem pričakali na cilju s penino, z večerjo, z lososom norveškim in dovolili celo, da prespim v njihovem kombiju. Na koncu so mi celo odpeljali kolo, da ga jaz nisem recimo na letalo. In se spet ena taka čudovita povezava, ko nastopijo te pozitivne misli, kako se vse poklopi. Nič dogovorjenega. Ne, popolnoma spontano. In res taki čudoviti trenutki, mogoče še mogoče eno stopničko bolj čudovit trenutek je bil pač klic, videoklic z družino. Sem se pa ustavil 500 metrov pred samim ciljem. To pa še danes, ko se spomnim, dobim kar solzne oči. Vsi smo bili na tistem klicu, itak so spremljali po internetu, torej traso, kje se vozi in so pričakovali, da jih bom slej ko prej poklical. In to smo imeli vsi solzne oči, to je bilo joka, ampak takega res čudovitega. Mislim, da jaz nisem uspel v tistih 3 minutah niti besede spregovoriti. Mislim, da je bila samo mama tista, ki je v joku nekaj govorila. In nepozabno, kako taka preizkušnja, kaj lahko doda človeku in tudi družini in sočlovekom, torej vsi, celotni skupnosti, ki me je spremljala, ki me je podpirala na tej poti. Res vsakega bi pohvalil, ki je zapisal komentar v moje objave, ki je me podpiral, ki so mi pošiljali sporočila, spodbude in to je res en tak čudovit spomin, ki bo zavedno ostal. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Žiga Papež, gost Doživetij narave, o svoji izvrstni izkušnji, diabetik tipa 1 prekolesaril pot do severa naše celine, ne? Čisto do zadnjega delčka. Kako je odmevala ta vaša avantura med diabetiki? Zdaj, Žiga, pač vaše poslanstvo se nadaljuje. Ja, jaz mislim, da je tole šele en tak resen začetek mojega zaveščanja. Jaz sem spet nekako našel, bom rekel, drugo kariero, drugo športno kariero, seveda ne zdaj skozi neke profesionalne poti ali pa da bi se želel primerjati s komarkoli. Želim se primerjati s samim seboj, tekmovati s samim seboj in podirati neke take rekorde, ki so v naših glavah bolj kakor neke zapisane številke na papirju. Tako da, kot ste rekli, skupnost se je res povečala čez tole preizkušnjo in veliko diabetikov me je spremljalo, pa ne samo diabetikov, tudi širše. In veliko staršev, kar me najbolj veseli, mi je pisalo, da se je mnogo mladih sladkorčkov odločilo za športno pot, da so končno videli, da se da marsikaj, ker roko na srce, tudi če zdravnik reče, lahko se ukvarjaš športom, lahko dosegaš stvari, kot otrok to moraš začutiti. Ne gre kar avtomatično, tako, ne, seveda. Tako. Koliko mimogrede je diabetikov tipa 1 v Sloveniji? Zdaj, statistično je mislim, da 5 do 10% vseh, ne, torej sladkornih bolnikov, mislim, da jih je okrog 4000, če se ne motim, mogo bi zdaj zadnje številke, ampak na leto zboli okrog 70 mladih, torej diabetikov tipa 1. Vsako leto odkrije okrog 70, se ta številka že kar nekaj let giblje. Tako da, ja, ne pojenja, no, nekako številka kar ustraja že desetletja in ja, glede na to, da Slovenija manjša, ta številka še ni tako velika, ampak če gledamo pa mednarodno, potem je pa sladkornih bolnikov tipa 1 kar nekaj, ne. Torej bo dela tudi še kar nekaj, tole verjetno ni zadnji takšen projekt, če imate v mislih tudi ozaveščanje na tem področju, kjer ste doma oziroma kjer je cela družina športno in na nek način tudi ekstremno. Ja, veliko ljudi mi je tudi tale pridevnik pripisalo, no, tako da če si lahko predstavljate, ne, leta 2023 sem v decembru se prijavil na to dirko, zdaj smo spet decembra 2024. Nekaj novega se nakazuje, ne? Ja, res je. Imam že en zelo tak lep projekt pripravljen. Sej lahko, evo. Sem mislil, da bo sledilo ampak, ne? Lahko, evo, boste prvi, boste prvi, ki boste izvedeli za ta projekt. Ne bom še partnerjev omenjal, ki bojo dodali k tej zgodbi tudi eno tako posebno noto. Preizkušnja bo v Sloveniji, ne bo kolesarsko obarvana, ampak bo morda še bližje naravi. Torej v Sloveniji imamo eno tako čudovito pot. Mnogi ne vedo, da je celo prva uradno registrirana slovenska transverzala, 616 km dolga, mislim, da čez 40,000 višinskih metrov praviš na tej poti, torej od Maribora, vse od Pohorja in čez vse glavne slovenske vrhove, tudi Triglav, pa potem do Debelega Rtiča poteka ta slovenska planinska pot. Moj cilj je, da jo samooskrbno, brez kakršnekoli zares pomoči, čim hitreje pretečem. Čim hitreje. Tako, čim hitreje, seveda v tistih, bom rekel, varnih hitreje, da ne bo to z glavo skozi zid, definitivno moramo paziti na zdravje, ker gore so nepredvidljive. Ja, to je zdaj nek moj projekt, ki bo v poletju 2025 in ja, zelo zanimivo. Lepo, smo šli zdaj v gore, ki so tudi pogosta tema oddaje v petkih popoldne. Nisem vedel, tudi jaz vnaprej, ne, slovenska planinska pot, seveda je to en tak cilj, marsikdo jo je prehodil, pretekel, tudi rekordi so znani, ne, med gorskimi tekači, ki se tega lotevajo vsakih nekaj časa in potem pade nov rekord. Vem, da ste jo prehodila recimo tudi gluhonema, ne. Super. Kako je pa z diabetiki, pa niti ne vem. Slepi so jo tudi prehodili, tako? Verjamem, da jo je kdo že prehodil, definitivno. Zdaj pa
malo dvomim, saj tako, kot sem se tudi jaz z nekaterimi diabetiki, ki so v alpinizmu in tako pogovarjal, so rekli mi, noben verjetno se pa ni lotil, da bi to v enem kosu. V enem kosu, torej tako. Brez premorov vmes, ne? Tako. Spanje po kočah. Tako, kot mora pravi pohodnik. Tako, in izkušnje že prej iz planinstva so? Ja, jaz obožujem gore, sicer moram priznati, da zdaj v zadnjem letu, ko je bilo kolo v ospredju, sem mačkan zapostavil ta del, ampak vedno sem nekako bil ljubitelj hribov, tudi en začetni tečaj alpinizma sem opravil, tako da nekaj izkušenj imam, ampak moram zdaj predvsem kolena natrenirati, da bodo zdržale te pritiske. No. Dobra predpriprava s kolesom je bila, ne? To je najbolje za kolena, na kolesih Okrepiti, hvala. Okrepiti mišice, zdaj pa zagristi v kolena. Žiga, jaz želim, da se tako uspešno, kot se je tale avantura z Nordkapom konča tudi prihodnje leto, sredi poletja, verjetno kdaj, julij, avgust? Tako, tukaj bom še mal videl, predvsem se bo treba prilagoditi tudi vremenu, tako da mogoče čistočnega termina ne bom imel do kakšnega meseca prej, no, ampak ker konec koncev zdaj pohodna pot traja približno 34 dni, ne, če hodimo. Zdaj ja, za toliko naprej vremena je težko vedeti, ne, tako da predvsem varnost na prvem mestu. Varnost na prvem mestu, no pa tudi te časovne omejitve od drugih ne bo, sami ste si jo, oziroma si jo boste zadali? Ja, to bom še videl, kako bo s tem, zdaj cilj je, da vsaj prepolovim čas, ne? Torej, če uraden čas hoje 34 dni, bi želel, da saj prepolovim. To je moj prvi cilj. Je pa res, da tudi te rekordi, ki so prej padali, ki ste jih omenjali, tukaj je bilo, dejansko so ljudje se lotili za veliko pomočjo tudi ostalih ljudi. Torej, oni so samo tekli, zraven so imeli zdravniško oskrbo, potem tudi kuharje, ki so jim hrano med tekom dejansko tudi dajali. Brez nahrbtnika, ne. Jaz želim to malo bolj prvinsko vse skupaj upraviti, torej res naravo. Brez pomoči, se pravi vse boste nosili sami? Tako da verjetno bom imel kar nekaj kil na hrbtu. Dejansko bo mogel premagati to pot popolnoma sam, brez kakršnekoli pomoči. To pa mislim, da saj nisem sam zasledil, da bi nekdo se lotil takega podiranja rekorda. Ampak je res nekaj popolnoma drugega, ne? Če moraš na hrbtu nositi še, ne vem, 10-15 kil? Verjetno, pa ne samo to, ne, jaz moram še zdravila sabo nositi in če se karkoli tudi s tehnologijo, torej z mojo inzulinsko črpalko zgodi, moram imeti rezervne injekcije inzulinske in tako naprej, merilce sladkorja in je še kar nekaj takih stvari, ki spet zdrav človek ne bi pomislil. Ne. In časovni izziv samo zato, da je bolj zanimivo, zato ker je, ne vem, bolj pritegne v današnjem času? Morda, ampak predvsem, da dodamo večjo motivacijo mlajšim generacijam. Torej, da se da presež tudi nekaj, kar na trenutek zgleda nemogoče. Predvsem iz tega vidika. Vedno pa v mislih na prvem mestu zdravje, varnost, varen sestop v dolino. Definitivno. Tudi recimo med kolesarsko preizkušnjo sem jaz snemal en tak videodnevnik, vsak dan sem objavljal v bistvu kratek videodnevnik na socialnih medijih in tudi tukaj je zdaj tak cilj, da bom skozi to pot nekako v bistvu ozaveščal predvsem tudi o pomenu ohranjanja te slovenske planinske poti, o zdravem načinu gibanja, torej da malo obrazložim stvari zraven, ki na prvi pogled bi rekel nekdo, ta je pa nor, pa morda ne sporoča najboljše stvari, ne? Ampak tako da želim tudi s temi socialnimi mediji nekako obrazložiti širši pomen tega projekta. Žiga, bomo opozorili tudi naše poslušalce, kje bo to dnevniško življenje utripalo naslednje leto poleti. Mimogrede lahko omeniva tudi vaše podcaste Sladek Life, ne, za diabetike in morda tudi starše otrok, ki imajo to bolezen. Srečno 2025. Hvala, enako. Doživetja narave. Le še toliko časa je ostalo v 51. zadnji letošnji oddaji, da vam, spoštovani,
Andrej Novljan in Blaž Lesnik zaželiva varno, srečno in blagoslovljeno prihajajoče leto. Hvala seveda za pozornost, ne samo danes, ampak tudi vseh preteklih letošnjih doživetih, pa naj jih bo ravno prav tudi v prihajajočem letu. Varen korak in srečno! Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.